Ja, dobro jutro. Dobro jutro. Kak je? Ja, kje si? Ja, tam ne. Ja, To več vidim. kot očitno sva sama. Ja, bi rekel. Ta trenutek zgledam, veš, kot relativni čudak na železniški postaji v Račah, kjer seveda pošteni ljudje že čakajo, da gremo na vlak, jaz pa se pogovarjam tu v temi, ne? Na vlak? S slušalkami. Ampak je pa dejstvo, da je danes dan brez avta v tednu mobilnosti in zato sem se jaz odločil, da preverim, kako bi izgledalo, če jaz ne bi z avtom hodil vsako jutro, zgodaj zjutraj. Okay. In moram reči, da sicer gre en vlak še veliko prej tu iz Rač v Maribor, jaz grem na vlak ob 5 in 37 minut. Prvi vlak gre ob 5. Ja. Zdaj, če bi jaz šel na oni vlak, veš kaj, ful se dogaja tu zjutraj. Slišiva, da je. Vlaki, kuj vozijo, vlaki v eno vozijo. Zdaj tu ten potniški prije ob gromozanskem oziroma ful dolgem tovornem, en potniški, ki gre absolutno v napačno smer. Zdaj pa, ker ni naš radio v Zidanem mostu, ne bom šel gor, veš. Okay. Bom počakal, da pride oni, ki gre v pravo smer. No, skratka, kot sem rekel, en vlak gre ful prej, ampak sem razmišljal, da če bi šel na tistega, bi se lahko sam sabo pogovarjal celo jutro, ne? Tako pa lahko skupaj doživimo to potovanje nekega moderatorja iz Frama v Maribor. In moram reči, da se je začelo že zgodaj kot običajno, tako zgodaj, da še recimo, da je še pes spal. Absolutno ni bliže pozdraviti. Okay. Potem sem se spomnil, sem pozabil bio kanto nastaviti, ker danes vozijo to običajno, ob petkih pozabim, pa pol zjutraj vlačim. Ja. Pa sem šel, ker moraš biti v skladu z zeleno mobilnostjo danes, ne, ko je dan brez avtomobila, sem šel z Eskirojem v Rače. Bilo je ena posebno popotovanje, zelo zgodaj zjutraj. Moram reči, da iz Frama v Rače, pa pol naprej v Maribor. Ne? In to potovanje zdaj moje traja že v bistvu dobre pa ure. Ne? Pomeni, da bi že bil dvakrat približno bi že bil v službi z avtom, ampak ok, danes gremo torej brez avta. Naj samo povem, da če za mene je bilo namreč novo, tako zelo zgodaj na Eskiroju in moram povedati, da in priznati, da nisem ravno v skater modu na vse zgodaj, ne? Ja, parkrat me je lepo zmetalo skoraj. Ja, veš, pa tema je, pa luknje so na pločniku, ki jih drugače ne vidiš, ne? To je vse, kar bom rekel. No, Pozdravil bi šofera starega Mercedesovega kombija, s katerim smo danes zjutraj imeli zanimivo srečanje v križišču pri Hoferu. To je to, no, jaz zdaj čakam na postaji, vlak naj bi prišel čez 2 minuti, če bo pregovorno pod narekovaj točen, kot so vlaki slovenskih železnic. Jaz pričakujem, da mi bo uspelo priti v službo nekje do kakšne 6. ure. Ampak pustimo se presenetiti. No, pa se še javiš, ne? Tako je, absolutno. No, to pa le. Na poti v službo z vlakom ob dnevu mobilnosti na dan brez avta. Moje potovanje traja torej že kar dolgo, ampak še vedno čakam v Račah na železniški postaji. Vlak ima zaenkrat samo skoraj 3 minute zamude. To pravijo, da ni nič. Okay. Mogoče se vidimo ob 9. Joj, ne, prosim. Danes s terena v bistvu, Dejan, jaz ti kar predajam besedo, povej, kaj se dogaja. Ja, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, malo tiše govorim, ker sem že na vlaku. In na vlaku sem 8 minut, 7 minut in uspeli smo priti do Hoč. Je pa no, Meni je fej smešno. Gre seveda počasi, ampak varno in predvsem v skladu z načeli trajnostne mobilnosti. Vsaj govorimo o moji poti v službo danes zjutraj. Je pa to, na pol v šali smo to poimenovali potovanje nekega moderatorja iz Frama v Rače in na to v Maribor. Ampak je res,
se je izkazalo za pravo potovanje, ker zdaj traja že vse skupaj malo več, oziroma malo manj kot 1 uro. Okay. Kar pomeni, da če bi šel z avtom, bi že bil blizu Ljubljane, zdaj skoraj čez Trojane, pa skoraj ziger. Pa kakaj si? Tako da, ampak glej. Jaz si sam na vlaku, to me zanima, si sam? Ne, to pravim, da tiho govorim, ker pošteni ljudje na vlaku zdaj cumajo. Okay, te pa tiho. Da se ne derem, ne, se veš, ker nisem v vlaku z kupeji, ampak pač na tem normalnem potniškem, ne. Okay. In zdaj vidim že tablo Merkur in Jeklotehna, napis, ki ga nisem videl že par let, ker se tu železnice vidi, z one strani so pri Jeklotehni se dol vzeli, tu pa so pusli. Tako da malo spomin na 80-ta. Pol pa tak nisi več daleč. Ne? Veš, kako si zdaj shoč gre? Še malo pa tezno. To je to, tam lahko dol stopiš. Ja, Ja, vredno. pa grem k tvoji mami, ne? Recimo, ne spiše, ne hodi. Kmalu v Mariboru in pol z Eskirojem, res me zanima, kak dolg bo ta čas tega potovanja. Moram pa reči, da je ta mobilnost, vsaj za enkrat za mene, absolutno nepraktična. Pelje se pa, ko prideš, se spet slišimo, ne? Dobro? Dejan, poročaj, kaj se dogaja. Po 53 minutah, ko sem zapustil dom, topel dom, sem zdaj z vlakom videl tablo Maribor. Ne, vedno lepo sem zdaj ugotovil. Torej, teden mobilnosti je danes dan brez avta, zato pač testiram. Oziroma popotovanje nekega moderatorja od Frama v Maribor. Lepo je, ko prideš v Maribor. Dolgo traja, samo je vredno počakati. No, to ravno, ne? Okay. Še malo pa bo vlak ustavil. To si pa že Lepo je. Odlično. Potem prideš s kerojem. Malo se vidimo. S kerojem od... Seveda. Seveda. Previdno, ne? Ker... In če bo ta pridna, bom po zadnji malo šel. Odlično. Lahko bi kavo prinesel s sabo. Ja, pa odojka, ne? Skratka, je stopil na železniški postaji v Mariboru in sicer na peronu, ne vem kerem, ampak tir 4 je bil, kjer smo prišli. Tako da lepo vidiš to te Intesove silose. Kak lepo. Ja, nič, jaz predlagam, da naredimo en informativni blok, pa se potem spet slišimo, ne? Tako je. 22. september in Dejan se je odločil, da bo v okviru Evropskega tedna mobilnosti danes prišel v službo brez avtomobila in imamo ga na zvezi. Dejan, dobro jutro še enkrat. Absolutno, in jaz sem skoraj že v službi. Tako da, če me Eger hoče posnet, kak pridem, naj pride zdaj ven. Dobro? Dobro jutro. Ja, dobro jutro. Dobro jutro. Skoraj tu že, drugače pa moram povedati, da bom prišel praktično 1 uro, to skoraj točno 1 uro, odkar sem šel doma v Framu z Eskirojem, torej popolnoma v sozvočju z načeli trajnostne mobilnosti na dan brez avta, kar se je izkazalo za skrajno nepraktično, ker bi skoraj prišel v Ljubljano, ta čas, da sem jaz prišel iz Frama v Maribor. Eno vprašanje, Ana, po kateri strani vozimo mi v Mariboru? Po desni. Po desni ali po levi? Po desni. Vozimo po desni, ne? Seveda. In po desni so speljane tudi kolesarske steze, ne? Ja. Zakaj je toliko Angležev na biciklih zjutraj, ki so še pol tečni, ker se ti prav voziš? O ja, poznam to situacijo. Ali Ne vem, mi če to so kdo Angleži. pojasni? Ne vem, če so Angleži. Ja, Dobro. ne, samo pač obnašajo se tak. Ok. Bova te Ja, pričakala. drugače pa, te pa dajta. No. Se slišimo, skoraj tu že. No, Ajde. ok, adijo.